in pa povabljenima vzajemno obraz meseca. Takratni vzajemno smo povabili študenko Milanje Vikar. Pozdravljeni. Ona prihaja iz Trešneške Ravne, to je 5 kilometrov od Karit. Milanja je zašila pri 2,5 leta starosti. Povejte nam, kako si okušila, tudi kako si začela naučiti moliti in komunicirati s staršem, kot slišeča. Da z mojim sluhom nekaj ni v redu, so ugotovili starše. Zdravniki niso verjeli in šele kasneje so me napotili k specialistu. Pot od diagnoze do danih slušnih aparatov je bila zelo kratka. V mesecu juniju so mi ugotovili, da ne slišim. In septembra pa se je začela vsakodnevna pot v Portorož. Pri 2 letih in pol nisem govorila, sem ukazala, vlekla starše za roke, kretnja v bistvu. Ko sem dobila slušne aparate, se je počasi začelo. In vzrok moje gluhote je žalost neznan. In s pomočjo strokovnega tima in staršev sem začela osvajati besede in pričela govoriti. Ste obiskovali osnovno šolo v domačem kraju. Me sprašala, ali ste imeli včasih v šoli kakšne težave, kako ste jih premagali. Kaj je bilo za vas najtežje? V času šolanja nisem imela nobenih težav, ker sem vključila v slišeč vrtec. To pomeni, da sem pristopila v svet slišeči in so me tam lepo sprejeli. Ko sem začela hoditi v 1. razred v Drežnici, nisem imela nobenih težav in sem dobro razumela sošolci, smo se lepo ujeli. Včasih pa mi je bilo tudi težko, ker drugi otroci še niso razumeli, zakaj sem gluha, saj sem bila edina gluha v osnovni šoli. V šoli v Kobaridu tudi nisem imela težav, razen sošolci sem imela, ker sem poznala nove. Učitelji so pri pouku sprejeli mojo napravo Fonikar, kasneje pa FM sistem. Pogosto sem sedela v prvi klopci, da sem lažje razumela. Zraven sem imela še mojo najboljšo sošolko, ki je bila pripravljena pomagati pri zapisovanju. Milanje, vi ste kljub svoji gluhoti, imate 98% gluhov sluha. Vi ste učili obiskovati glasbeno šolo in ste 4 leta učili plesno flavto. Kaj te je navdušilo, da ste naučila naučiti flavto? Ko je moj mlajši brat začel hoditi v glasbeno šolo, sem imela tudi jaz močno željo, da bi se tudi jaz vključila, ker sem včasih imela rada glasbo. Zato sem pri 10 letih vpisala na glasbeno šolo in se mi je tudi želja uresničila, da sem želela igrati na plečno flavto in sem uspešno končala nižjo glasbeno. Koliko ti sploh slišiš? Kako je mogoče tako gluha, lahko igraš flavto? Slišim vse, koliko moram. Na začetku sem imela probleme z ravnateljico glasbene šole, ker je ona dejala, da je nemogoče, da kot gluha učenka ne bi mogla igrati inštrument. A sem jaz želela vztrajati, da je ta zelo močna želja, ker sem želela doseči nekaj novega. In to je tudi uspelo gluhi osebi Izabela Juriševič, ki je igrala na klavir.
Imela sem zelo dobro učiteljico prečne flavte in sva se zelo lepo ujeli. Pri vaju sem bila včasih trmasta pri pihanju, da si slišala šumi in da je bilo zelo težko ujeti lep ton, a se moramo oziroma sem morala veliko potruditi in vaditi, da lahko dobim na koncu lep ton. Ali ste že imeli kakšen javni nastup s flavto? Ja, sem imela kar jih veliko, približno 8 v 4 letih ali več. Imela sem tudi javni nastop v Kopru in sem bila tam zelo uspešna. In za zaključni nastop pa sem nastopala s svojo diplomo. Ali te še ukvarjate s tem? Sedaj mi manjkuje časa, mogoče v prihodnje, če vzamem flavto v roke. Po končani osnovne šole ste obiskovali tretjo šolo za fotografiranje in oblikovanje v Ljubljani na smer fotografske tehnike. Vprašala, takrat ste se odločili za ta poklic? Večina me je navdušila umetnost že od malega in sem rada risala in ustvarjala. Za ta poklic sem se odločila predvsem zato, ker spada v umetnost. Skozi fotografijo lahko izrazim tudi drugače, vendar ker težko izrazim besedo, lahko bi rekla, da je bilo to položeno v zibko. Ali ste imeli na srednji šoli tolmača? Kako ste razumeli profesorji? Kako ste si zapisovali zapiske? Kdo vam je v času šolanja največ pomagal? Na žalost na šoli nisem imela tolmača, ker nisem obvladala znakovnega jezika oziroma ga nisem potrebovala. Profesorji so me toplo sprejeli in so mi bili pripravljeni pomagati, česar nisem razumela pri kakšnih snoveh. Prav tako sem tudi spoznala veliko sošolcev. Logično je, da je bilo na začetku zelo težko. Imela sem zelo dober par sošolk, vendar sem ne pogrešala bivšo sošolko oziroma najboljšo sošolko iz osnovne šole, ki mi je bila ta pripravljena pomagati pri zapisovanju. Ampak tako je življenje, pač korak za korakom in potem sem dobila eno dobro sošolko, ki mi je bila pripravljena pomagati in sem si lahko pri prepisovanju zapiskov njo imela zraven in pa ali pa tudi, da mi je posodila zapiske, da si lahko skopiram. Šolanje ste uspešno zaključili leta 2014 in ste potem vpisali na visoko šolo za storitve smer fotografije. Je kakšna razlika med srednjo šolo in visoko šolo? Veste, kakšne težave imate sedaj? Po mojem mnenju ni velika razlika, vendar imajo drugačen sistem, ker imajo na faksu več področij kot na srednji. Napredovala sem kar precej veliko, boljše kot v srednji šoli. Tolmača ali zapisnikarja nisem potrebovala in profesorji so imeli FM sistem, da lahko boljše oziroma da lahko bolj sledim. Drugače pa so objavljali na internetu študijska gradiva, da lažje učim. Včasih pa tudi si posodim zapiske od sošolcev, da si lahko skopiram. Kaj bi potrebovala na faksu, če
nič mi ne manjka, mogoče samo topel odnos s strani kakšnih predavateljev. In povedala bi samo tole, da sem s faksom zelo zadovoljna. Ali vam FM sistem zadostuje? Koliko razumete s pomočjo tega? FM sistem mi zadostuje skoraj 8 let, s tem boljše slišim profesorje, ker sem vajena poslušati, a večina sem vajena brati z ustmi. Profesorji tudi včasih obrnejo na tablo in jaz težko sledim, kar je to večji problem. Vedno pa sem to pogosto naredila, da sem po koncu predavanja šla do profesorja, da bi mu postavila vprašanja, če česar nisem razumela pri snoveh. Kaj najraje fotografirate? Mogoče ste imeli še kakšna naročila za fotografiranje, mogoče za fotografiranje porok? Fotografiram najraje portrete in reportažo, recimo dogodek, na primer sveti krst, obhajila, rojstne dneve, čas poroke. Portrete mi najbolj navdihujejo, ker sem večinoma povpraševala osebe, če bi bile pripravljene pozirati pred mano, pred objektivom, za kakšno promocijo. Lani sem dobila veliko naročil za fotografiranje svetega krsta in sem prihranila nekaj denarja. Letos pa se mi je uresničila močna želja biti poročni fotograf. Kaj vam pomeni fotografiranje? V bistvu dober fotograf potrebuje, da nastanejo odlične fotografije. Tako bom rekla, fotografija je moja strast, moja ljubezen, to me vedno žene naprej. Fotograf oziroma dober fotograf potrebuje strast do fotografije, kakšno motivacijo in spodbudo. Videla pa sem, da jih je veliko fotografov tukaj in ter je močna konkurenca. Kaj pa počnete v prostem času? V prostem času, kaj bi rekla, vključila sem se v šport kot hobi. Včasih sem plezala po plezalni steni, za nekaj časa sem na žalost opustila. Ponavadi hodim v fitnes, pa v kakšne gore, hribe. Saj je to zelo zanimivo, ker lahko v gorah delaš zanimive fotografije. Kakšna pa je vaša želja oziroma vaš cilj za prihodnost? Da bi postala samostojna podjetnica fotografije in upam, da se mi bo ta želja uresničila. Je pa kar precej konkurence, ampak se splača potruditi veliko več, da bi bila uspešna.
Preden zaključimo, bi vas prosila, če namenite kakšno misel ali besedo gledalcem. Kadarkoli boste v dvomih, kako daleč lahko greste, pomnite se, kako daleč ste prišli, pomnite se vsega, s čimer ste se spopadli vsake bitke, ki ste jo dobili, in vseh strahov, ki ste jih premagali. Hvala vam za lepo misel gledalcem. Melani, zdaj pa želim veliko uspeha v fotografskem, pa tudi v športnem področju. Naj ti uspe kjerkoli še boš. Hvala, da ste vzeli čas za intervju za našo televizijo. Hvala vam, ker ste me povabili. Hvala vam, gledalci, za pozornost. Nasvidenje.